Obstajajo različne definicije, kaj je pametno mesto. Ena najbolj preprostih definicij pa pravi, da je pametno mesto mesto, v katerem ljudje radi živijo. Bistveno pri tem pa je uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo, da razvijamo razne storitve, ki močno prispevajo k dvigu kvalitete življenja. V našem laboratoriju se ukvarjamo z zelo različnimi vidiki pametnega mesta, od mobilnosti, pametnega upravljanja prometa. Največ pa smo pravzaprav porabili za razvoj rešitev na področju elektronskega mobilnega zdravstva in razvili profesionalno rešitev za telemedicino. Rešitev Vitabic omogoča oddaljeno spremljanje pacientov in je primarno fokusirana na spremljanje pacientov z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Poleg tega pa v bistvu spodbuja tudi zdrav življenjski slog in sicer omogoča tudi spremljanje prehranjevalnih navad in vnos hranil in pa dnevno aktivnost, ki vključuje število korakov in pa čas sedenja, spanja in rekreacije. Poleg dnevnih aktivnosti lahko uporabnik tudi izmeri različne vitalne znake s pomočjo merilnih naprav. Uporabnik zgolj uporabi napravo, vse ostalo poteka za njega avtomatizirano. Če demonstrira na tem oksimetru, ko se ustavi prst, na tablici ne rabi pritisniti ničesar, meritev se prične izvajati, na tablici se pojavi ekran za veliko sliko naprave, tako da uporabnik ve, da je v bistvu meritev v teku in ko je meritev upravljena, se rezultat tudi prikaže na prehodu. Podatki o meritvah, ki jih je pacient opravil, se posreduje v zaledni del, kjer so na voljo zdravniku. Omogočena je tudi komunikacija med zdravstvenim osebjem in pacientom, in sicer preko sporočil. V primeru pa, da je več meritev preseže vrednost, ki je priporočena, pa se lahko slišite tudi preko videoklica. Vizija rešitve pa je, da postane osebni asistent pacienta in se lahko pacient z njim tudi pogovarja. Kolikokrat sem imel v zadnjem mesecu povišan krvni tlak? V zadnjem mesecu ste imeli krvni tlak povišan 7-krat. Vitabic je trenutno pilotno v uporabi na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, pričenjamo pa tudi z pilotno študijo v referenčnih ambulantah.